Do zdaj že veste, da se greva mi 2 mesečne izzive, kjer preverjava, kako različna prehrana vpliva na počutje in laboratorijske izvide. Tokrat sva poskusila nekaj, kar ste nam predlagali vi. Kaj pa komentara? Veganski keto. In sicer vegansko keto dieto. Recimo je kar veto, ker je res restriktivna. V tem videu boste izvedeli, kaj sva jedla, kako sva se počutila in pa kaj se je zgodilo z najmenjimi laboratorijskimi izvidi. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare+. Mi da imamo spet en video za vas in sicer preizkušava, kako različne diete vplivajo na vaše laboratorijske izvide in pa a se splača iti te diete. Tako da, če ste novi na tem kanalu, se naročite, da ne zamudite naslednjega videa. Evo, 30 dni sva jedla vegansko keto prehrano. Pa da meham ponoviva. Vegansko pomeni popolnoma brez živalskih izdelkov, se pravi brez mesa, brez masla, brez jajc, brez mlečnih izdelkov, brez sira, nažalost pa tudi brez smetane. No, keto pa pomeni prehrano, ki temelji na maščobah, zmernem vnosu beljakovin in pa na zelo malo ogljikovih hidratih. In če naredimo en presek med vegansko in pa keto dieto, nam na voljo ostane v bistvu zelo malo sestavin, zato je treba najprej narediti en konkreten plan, kako se sploh lotiti izziva. Kako so šla mi zdaj ta veganski izziv? Veganski pa še keto. Kaj je jedla? Ja, enostavno, to, kar si jedel na veganskem plus meso. Kaj še meso? Ko imaš pa enkrat sestavljen seznam za shopping, je pa takoj malo lažje. Najbolj da me razdeliva na 2 dela, da napiševa, kaj lahko jeva na veganskem, pa da napiševa, kaj lahko jeva na keto, pa. Prvi shopping je za nama, ampak ker je vegan keto tako restriktivna dieta, morava iti še v kakšno trgovino, ne? Ali pa še v 2-3. No, če kaj spremljate ta kanal, potem do zdaj že veste, da sva poskusila tako veganski kot keto izziv in pa, da sva na obeh načinih prehranjevanja našla kar nekaj koristi. No, zdaj sva pa na vaš predlog ta 2 izziva tudi združila. Zakaj? Ker nas zanima, kako različna prehrana vpliva na zdravje, kako vpliva na počutje in pa kako vpliva na laboratorijske izvide. Kaj pa pričakujeva od tega izziva? Jaz, da bom imela veliko energije, kot na keto izzivu, in pa, da mi bo narastel hemoglobin, kot na veganskem izzivu. Jaz pa pričakujem, da bom pač dobro jedel. Zdaj pa prideva do vprašanja, ki sva ga ta mesec slišala neštetokrat. In to je, kaj pa sploh lahko jesta? Kot že rečen, sva se na tem izzivu popolnoma izogibala živalskim izdelkom, prav tako pa nisva jedla ogljikovih hidratov, za energijo pa sva porabljala maščobo. Torej, kaj to za? Veganska keto dieta je v bistvu res restriktivna, saj na eni strani izloči vse živalske izdelke, ki v bistvu predstavljajo velik del keto diete, na drugi strani pa omejuje ogljikove hidrate, ki so sicer velik del veganske diete. Evo, jaz mislim, da za začetek bo dovolj, da nama bo uspel pripraviti vsaj en obrok, za naprej bova pa že tako videla. In zato je v bistvu treba skleniti ene par kompromisov. Zakaj se je diet najtežji držati? Ne zato, ker ne bi bile neučinkovite ali pa kaj, ampak zato, ker ne paše v vaš lifestyle. Naprimer, midva sta zdaj lačna in mora več nekaj pojesti. In pa najti alternativo za izdelke, ki jih sicer uživamo vsakodnevno. No, en tipičen dan v 30 dneh veto izziva pa izgleda nekako takole. Za zajtrk oziroma za malco sva imela recimo sojin jogurt z borovnicami in orehi ali pa recimo kakšen chia puding z kokosovega mleka pa z malinami. Dan 3 najnega izziva. Kako nama gre? Super, ampak danes bo celo kosilo zeleno, z izjemo malo soje. No, najne tipično kosilo je v bistvu bil solatni krožnik, ki je bil zelo pisan, predvsem pa zelo masten. Masten zaradi vsega olivenka olja, ki so ga gor zlila, avokado, oreškov, kokosovega masla in pa tudi drugih zdravih maščob. Sva pa poleg kombinirala tudi pečen tofu, sojine kroglice, seitan in pa vse to je bilo z manj ogljikovih hidratov. No, za večerjo sva pa imela... Kaj sva pa imela za večerjo? V bistvu nisva jedla nič pametnega za večerjo. Ponovila sva zajtrk, a sva pa jedla kakšne ostanke od kosila. Jaz sem se pa nalival s proteini, zaradi tega, ker jih na tej dieti poješ precej manj, pa ne skrbeti, so bili veganski. No, sva pa poskusila tudi kar nekaj novih receptov in odkrila nekaj stvari, ki jih bova z veseljem še kdaj vključila v najin jedilnik. Evo, keto veganska musaka z melencani pa gubami. Upam, da dobro. Kako sva se počutila? Pogrešam sir, pogrešam smetano. Jaz se pa pravzaprav ne veselim stvari, ki jih bom danes jedel. Glih, ker sva prišla iz shoppinga in
pojma nimam, kva jedla. Veganski keto način prehranjevanja zahteva malo več planiranja in pa razmišljanja o jedilniku, se pravi kao šedu. Zelo težko je naročiti vegan keto, če pa osebje sploh ne pozna vegan keto diete. Jaz sem opazila, da sem precej več razmišljala o hrani, kakor sicer. No, najbrž tudi zato, ker je v bistvu sama priprava hrane tudi zahtevala precej več energije, več idej in pa tudi več iznajdljivosti. No, kot vidite, ko Bija kuha, je malo več barv gor na mizi, kot pri meni. No, po drugi strani sem pa jedla precej manj, kakor sicer, zato se tale izziv pozna tudi na tehtnici. Zakaj recimo se gremo ta keto challenge? Zato, ker smo parkiral takole malo pri ozkih vratih. In Bija ne more not. No, zanimivo pa je to, da v bistvu nisem bila neprestano lačna, tako kot sem bila recimo na veganskem izzivu, kljub temu, da sem količinsko gledano na tem izzivu v bistvu jedla precej manj. Tukaj pa najbrž pomaga tudi dejstvo iz tistega keto dela prehrane in sicer, da te maščobe nasitijo precej bolj kakor ogljikovi hidrati. Jaz sem se počutil čisto normalno. Prve pol ure po prvem obroku keto vegan, jaz sem že lačen. Brez šraufanja, veliko energije, zvečer nisem bil lačen, tu pa tam se mi je zaluštala kakšna čokolada, 90% čokolade je skoraj keto, pa še veganska je zraven. Sem pa, kot sem že prej rekel, se precej nalival za svojimi šejki, ki so veganski. Kaj pa moje beljakovine pa to? Ma brigajo me tvoje beljakovine. Ampak niso tako dobrega okusa, kot na primer ostali sirotke ali pa kazeina. Ugotovil sem tudi, da so 4 stvari, ki jih imam sicer rad, stalnica na mojem jedilniku, in to so orehi, borovnice, arašidovo maslo in pa avokado. In ko si nekako skombiniraš tisti neki za na hiter iz teh 4 stvari, je potem precej lažji. In tako sem tudi jaz šel lažji skozi ta izziv. No, zdaj pa dajmo pogledati, kaj se je dejansko zgodilo po 30 dneh veganskega keto izziva. Vem, marsikdo bo rekel, da je 30 dni premalo, da se telo navadi, da se razvijajo črevesne bakterije in tako naprej. Ampak mi so že v preteklih izzivih ugotovila, da se spremembe na počutju vidijo, opazijo in pa se tudi v krvi nekaj spremeni, tudi že po enem mestu. Ste videli, da so se že šla vegan izziv, pri katerem so ugotovila, da ti holesteroli padajo, hemoglobin ti ostane približno enak oziroma ti lahko celo naraste. Pri keto so pa ugotovila, da bojo nekaterih holesteroli narastali, pri drugih pa v bistvu ne bo spremembe in je zato za njih keto dobra izbira. Zato so po koncu izzivu spet dala kri na tešče. Če zdravstven delavec, rata pacient. Zdaj že veste, zakaj na tešče, ne? In zgodilo se je tole. No, če pogledamo recimo moj hemoglobin, v bistvu lahko vidimo, da je ta zopet narastel, enako torej, kot se je zgodilo na veganskem izzivu. Sama imam sicer precej nizek hemoglobin, zato je super, da si ga na tak način v bistvu lahko zvišam. So mi pa zopet zelo padli holesteroli, celo pod spodnjo mejo. To sicer ni prav dobro, ker holesterol načeloma v telesu nujno potrebujemo, iz njega se tvorijo tudi hormoni, je pa precej bolje, če imamo holesterol nizek, kakor previsok. No, kar se tiče ščitnice, se tudi ta super razume s keto dieto. To je lahko zaradi izogibanja glutenu, no na veganski keto dieti pa dobimo še bonus, ker se izogibamo mlečnim izdelkom, ki so lahko inflamatorni in se obnašajo kot hormonski motilci. Tudi na izvidih lahko vidimo, da v bistvu moja ščitnica deluje boljše, kot je recimo pred tem izzivom. Kot sem rekel, sem se na tem izzivu kljub temu, da je bilo treba razmišljati o tem, kaj bova jedla, dobro počutil in to se vidi tudi na mojem testosteronu. Zdaj mi je narastel zaradi spremembe hrane ali pa zato, ker sem začel jesti cink, v bistvu še ne vem. Ampak kot vidite, se da tudi na hormone vplivati. Ostale stvari, kot so recimo hemoglobin, jetra, pa ledvice, se pri meni ne spreminjajo, tudi zato, ker sem zraven še vedno hodil na fitness. Mogoče bi mogel malo popaziti še na te jetrne encime, mogoče bo pa ta naslednja dieta, ki se bo šla, tudi vplivala še na to. Evo, na vašo željo sva se šla veto izziv, videli ste, kaj se je zgodilo. Na dolgi rok pa mislim, da bi se težko držala take diete, vsaj jaz. Ni mi sicer manjkalo meso, sem pa v bistvu pogrešala jajčka, pogrešala sem pa tudi to, da imam mogoče majhen več izbire pri naročanju, kadar gremo v jesti. No, jaz bi pa na dolgi rok predvsem zelo težko zdržal to težo, ker imam in pa naporne treninge, čeprav meni tudi ni manjkalo meso. Definitivno opažam, da res ne potrebujemo toliko mesa, kolikor ga sicer pojem. Če so čisto iskrena, sva zdaj padla golfat na en vegan keto in sva šla na burger. Ampak sem imel na srečo tudi veganski burger. Se pa ta način prehranjevanja v bistvu občutno pozna tudi na družinskem proračunu in da sva recimo v teh 30 dneh porabila precej manj za hrano, kakor sicer. Čeprav sva po svoje to v bistvu logično, glede na to, da sva tudi manj jedla. Ja,
poskusite še vi nekaj novega, malo za spremembo, pa tudi malo za to, da sprobate kakšen nov recept. Pa ne pozabite stisniti lajka spodaj, sploh če mi je bil video všeč. Če vas pa zanima, kaj se zgodi z izvidi in počutjem še na kakšni zanimivi dieti, pa nama dajte to zapisati spodaj v komentarje. Bomo poskusila, ne? Ja, bo, ja. Ampak Mojca, ne tvoja volk dieta. Naslednji najni izziv pa bo Caveman dieta, tako da se naročite na kanal za to, da ne zamudite tega videa. Evo, mi dva greva zdaj najprej na sladoled, pa na jajca, pa na burger, ne nujno v tem vrstnem redu, potem se pa vračamo v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau. Čau.